Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ste opazili, kako vsi vse vedo? Optimizem in samozavest sta na vrhuncu. Velja tudi prepričanje, da bodo borze po skoraj 13 letih bikovskega trenda še naprej rasle, saj ni razloga, da ne bi itak centralna banka intervenira vsakič, ko se zgodijo neka nihanja. Vsi vse vedo. Analitiki, upravljalci premoženja, vplivneži, mediji, svetovalci. Vsi ti vedo, zakaj tečaji rastejo in upadajo. Toda kaj v resnici vedo? Dogodke vsak po svoje interpretira, jih poveže z gibanjem tečajnic, zapakira in lepo proda. Vsi vse vedo, pa res? Razvadil nas je optimizem in prepričanje, da je edina pot navzgor. Obstaja pa zakon, recimo Newtonov, ki temu nasprotuje in pravi, kar gre gor, bo slej ko prej prišlo tudi dol. Ta zakon velja upoštevati tudi na borzi. Ne pozabite na pregovor, v času miru se pripravljaj na vojno. Zdaj so lepi časi, toda slej ko prej bo prišla streznitev. Zato se na njo pravočasno psihološko pripravimo. V tokratni epizodi se bomo vrnili v preteklost, ko so vsi vse vedeli, pa temu ni bilo tako, in analizirali naslovnice časopisov, čustva vlagateljev in upravljalcev skozi večje upade borznih tečajev. Dodali bomo pa tudi primerjavo z aktualnimi časi. O tem se bom pogovarjala s Petrom Groznikom, ki je bil predsednik uprave Kadi Skladi v času največje finančno-gospodarske krize leta 2008 in se je soočal s paničnim begom vlagateljev. Peter je bil tudi član uprave za finance na Gorenju, pa nadzornik NLB-ja, opravil tudi doktorat v Indiani v ZDA, bil je tudi profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, danes pa je partner v podjetju Nordgrand, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem, ter direktor v podjetju MSIN, kjer skrbi za vodenje družbe in upravljanje kapitalskih naložb istoimenske skupine. Zdravo, Peter! Živijo. Živijo. No, pri tebi bi lahko reference naštevala v nedogled, pa sem jih skrčila po mojem mnenju na najbolj bistvene. Sem morda kaj izpustila? Mogoče najpomembnejše, da sem z sogovornikom Andražem bil sodelavec v Kadi Skladih in smo bili ne samo v najtežjih časih, tudi na vrhuncu, ko smo vsi vse vedeli, pa je šlo vse samo gor. Ja, no, Andraža Graha sem pa imela namen tudi napovedati. Pridružil se nam bo tudi Andraž Grah, moj sonavigator na Business Space in pa partner na Capital Genetics, ker sem tudi zaposlena. Sta bila tudi sodelavca. Andraž je bil tvoj zaposlen oziroma ti si bil njegov šef. Ja, ob udaru krize leta 2008 je Andraž postal direktor upravljanja premoženja na Kadi Skladi. Pogosto pa se je takrat tudi pojavljal v medijih in pojasnjeval, kako vidi dogajanje na trgih. Zdravo, Andraž. Živijo. Ampak v bistvu si bil takrat v tistem borznem viharju skoraj da medijska zvezda. Spomnim se par let po zlomu borze je bil objavljen en intervju z naslovom Finančnik, ki piše metal glasbo in ga ljubijo mediji. No, ampak kmalu potem si se popolnoma umaknil z medijev in se posvetil poslu. Drži? Ja, res je. Ja. No, ker sta oba izven te panoge upravljanja vzajemnih skladov, bomo lahko odkrito in brez dlake na jeziku povedali, kaj se je dogajalo v ozadju ene največjih borznih kriz. 13. septembra bomo namreč praznovali 13. obletnico padca oziroma bankrota četrte največje investicijske banke v ZDA, Lehman Brothers. Serija dogodkov, vključno s tem bankrotom, pa nas je pripeljala v eno največjih gospodarsko-finančnih kriz tega tisočletja. Zdaj smo 13 let po tem dogodku in imamo skoraj 13 let trajajoči bikovski trend. Kaj nam bo prinesla 13-tica? Za nekatere je to nesrečna številka, za Kitajce naj bi bila srečna, prinašala naj bi zagotovljeno rast. Peter, kaj meniš, da bo 13-tica prinesla? Seveda ne vem, kaj nam bo prinesla. Ko sem se pripravljal na tale podcast, sem poskušal prebrati nekaj člankov iz tistega obdobja in seveda je zelo veliko analogij se lahko najde, ne. Tudi ni bilo, tudi recimo šel sem čez številke The Economista iz leta 2005, 2006, 2007
In takrat je bilo podobno, ne? Da je bil nepremičninski balon, da je bil največji bubble in the history of financial markets, je The Economist napisal 2005. Nihče ni vedel, kdaj bo prišlo do zloma, ali bo 2006 ali 2007, ampak prišlo pa je. Tudi to, ne, še pred tem, ko je to napisal The Economist, so pa dvignili obrestne mere v Ameriki in se rekel, spet bo nekaj vpliv, tako da smo v podobni situaciji. Nepremičnine grejo v višave, obrestne mere so nizke, enkrat se bodo mogle dvigati, ne samo, da so nizko, so negativne. Tako da jaz imam podoben občutek, pravzaprav, kot da bi bili spet v 2005 ali 2006. In kot si povedala, enkrat bo prišlo do zloma in to noben noče verjeti, tudi mi nismo takrat upali, da mi smo želeli, da ne bi prišlo, ampak enkrat pride. In takrat boli. Ne. Andraž, se spomniš bolečine? Dobro, mislim, seveda se jo spomnimo. To je tako traumatična izkušnja, da to zelo težko pozabiti, pa izbrisati ven iz spomina. Zato samo pač mogoče se je malo zbrisala spomina na finančnih trgih, ker se ničkaj preveč zgodovino ne ukvarjajo in je treba iti naprej. In vsak dan so investicijski odbori, vsak dan prihajajo nova sredstva, novi vlagatelji, mali, veliki, danes jih je ogromno, pač vsi smo ena velika srečna družina in zdaj gledamo, kako tečaj bolj ali manj sam raste. V bistvu v tem letu praktično brez korekcije, če pogledamo osrednje delniške indekse. Res je, dajmo se vrniti mogoče malce v preteklost in sicer poglejmo ta padec, koliko časa je trajal. Upadanje ameriškega indeksa S&P 500 leta 2008 se je v bistvu precej dolg časa razvlekel. Na leto in pol je trajalo vse skupaj od oktobra 2007 pa do marca 2009, ko se je oblikovalo dno. Tečaj je pa takrat upadel za dobrih 50%, lepo počasi je vsak dan izgubljal na vrednosti in potem šele čez 4 leta, se pravi leta 2013, je S&P nadoknadil izgubljeno. Vse skupaj je pa trajalo 5 let in pol. Tega obdobja se verjetno zelo dobro spominjate, ker gre za vse zelo dolgo obdobje, 5 let in pol, ne? Seveda, bilo je težko obdobje. Jaz bi rad mojega nekdanjega sodelavca pohvalil v 2 točkah. Ena je bila, da po leti 2008, ko so se začele težave v Lehman Brothers, pa tako, seveda, marsikdo je to zamahnil z roko, to pa se na Evrope ne bodo taknili brez veze. Takrat je Andraž, moram reči, zelo jasnovidno napovedal, da bo to imeli težke posledice za vse in smo zelo hitro prilagodili naše portfelje, kot smo lahko v vzajemnih skladih. Tako da to je bila ena zelo dober uvid, ki smo ga imeli dosti hitro. Pa tudi ta padec, vem, da spet je bilo to Andraž pa sodelavci, ne samo, da smo imeli dobro ekipo, še zmeraj so marsikateri sodelavci na KD skladih, smo tudi zelo dobro predvidevali. Naredili smo en graf, ki smo ga kazali vlagateljem, primerjavo z vsemi preteklimi podobnimi krizami. In dobesedno se je odvilo tako, kot smo napovedovali. Da bo padec, da bo trajal, ampak da se bo tudi zadeve vrnile. Tako da to sta bile 2 zadeve, ki sem si iz tega obdobja zelo zapomnil in smo mislim, da smo z ekipo to zelo dobro pripravili. In kot rečeno, Andraž je imel tukaj tudi levi delež. Ja, hvala, Peter. Ta druga točka, mogoče ta graf, ta zlepljenka kriz, samo da malo mogoče razložim vsem tistim, ki tega ne poznajo. V bistvu smo vzeli pretekle večje upade na medvedjih trgih in smo jih gledali od točke, ko je bil vrh, pa je padlo dol, pa še v bistvu 10 let po tem, ko je bil vrh dosežen. Torej, celo pot upada pa okrevanja in nekako smo zlepili skupaj različna obdobja, veliko krizo, medvedji trg v 80-ih, v bistvu, ki se je dogajal v ZDA, pa mislim, da smo azijsko krizo tudi gledali in smo nekako zlepili skup, kaj nek, dajmo reči, agregatni vzorc tega. Edina stvar, ki je mogoče bila zanimiva, je to še te različni posnetki še danes krožijo na YouTubeu, tako da hvala vsem tistim, ki so to takrat producirali na KD grupu, da zdaj malo lahko nazaj pogledamo. Sam Peter, a se spomniš, koliko ljudi nas je takrat hotel poslušati, pa koliko smo imeli auditorija po tem, ko smo mi to skupaj zlepili in rekli, gremo na roadshow, da se malo tako spomnimo nazaj.
Ne vem, različna občinstva smo imeli. Koliko nas je poslušal, se ne spomnim tako dobro. Ta graf pa sem vesel, ker jaz sem ga nisem našel, jaz ga imam samo v spominu, na kljub mojemu slabemu spominu. Ja, seveda so bili ljudje, so bili razburjeni, hoteli so denar ven potegniti. Ja, težko je zdržati, ko vse pada. Vsi smo radi pa pogumni, ko raste, ko so pa težki časi, pa je težko to zdržati, čeprav bi bilo racionalno ravno obratno obnašanje. Ja, ampak zdaj so vseeno mogoče malce drugačni časi, vsi tisti upadi tečajev, ki so se zgodili po letu 2008, se mi zdi, da so bili zelo kratkotrajni oziroma kratkoročni in tudi zelo hiter odboj smo imeli, to smo videli tudi marca 2020. S&P je upadel za tretjino v samo mesecu dni, potem pa je sledil relativno hiter odboj, in sicer odboj oziroma nadoknadili smo v dobre pol leta, torej marca je upadel tečaj, oktobra smo bili pa že poglihane, vse skupaj je pa trajalo 7 mesecev. Zdaj, mogoče, kakšne so pričakovanja, so se vseeno mogoče časi spremenili in bomo imeli tako hitre upade in pa rasti nazaj, ali kaj pričakujete, da se bo na borzi dogajalo, kako boleč bo v bistvu potencialni upad tečajev, ki ga bomo imeli enkrat v prihodnje? Peter, kaj misliš? Pravilno je opažanje, da so te volatilnosti, da je lansko leto bilo zelo hiter. Jaz mislim, da to je več faktorjev najbrž pojasnilo. Eno je, da neka optimizem človeštva, ne samo investitorjev. Najbrž smo vsi mislili, da se bo ta pandemija hitreje končala, kot se končuje. Tako da to je bilo najbrž tem povezano, pa poleti lansko leto, ker ni bilo več nobenih primerov. To je en razlog, drug razlog, ki je najbrž malce drugačen, kot je bil pred 13 leti, da je ta neka demokratizacija financ, da je še več retail investitorjev, raznih kripto, do short squeezov, da je tega ogromno. Teh day traderjev je, jaz mislim, vsaj imam občutek, še bistveno več, kot jih je bilo takrat v letu 2006. Kogarkoli sem srečal lansko leto, pa morda je bilo tudi malo posledica tega, da smo bili vsi doma, vsak je nekaj trgoval z raznimi zadevami, ki jih jaz nekatere ne znam niti pojasniti. Tako da to je malo razlog. Kaj se bo pa zgodilo? Jaz mislim, da dokler bo denar tako pocen, kot je, dokler se ne bomo šli v zviševanje obrestnih mer, zna zabava še kar trajati. Mislim, da je to glavno gonilo in nepremičninskega trga in drugih trgov, tudi vključno z borznimi. Ko pa se bo in enkrat se bo moglo to zgoditi, to, da plačujemo negativne obrestne mere oziroma da bankam plačujemo za to, da imamo lahko denar na bankah, to je nenormalno stanje. In jaz upam, da to ne bo trajalo celo življenje. Izraz čas je denar pravzaprav ne velja več. To je podmena tega pregovora je, da so obrestne mere pozitivne. Če bi si drznil napovedati, kdaj recimo bi potencialno lahko prišlo do teh korekcij, recimo v letu, 2, 3 mogoče? Vse, kar si rekla, je možno. Pa tudi jaz na nek način upam, da bomo prišli v normalno stanje. Lahko smo še 1, 2 leti, ampak enkrat bodo centralne banke mogle začeti zaračunavati pozitivne obrestne mere spet. Če bomo do desetletja v takem stanju, je to nenormalno. Pa tudi najbrž ne dobro za nobenega, ker vodi v neke in inflacijo, in tudi če uradna statistika ne zaznavajo, že imamo na raznih trgih, materiali, nepremičnine, to inflacija sigurno ni dobra. Tako da upam, da se bomo vrnili v neko normalno ekonomsko okolje spet. Andraž? Ja, jaz se kleči strinjam s Petrom, ta izraz vedeti, kdaj noben ne ve.
a ne. In največjo nagrado dobiš takrat, ko veš, da nič ne veš in se bolj s tveganji začneš ukvarjati na nek srednji in dolgi rok in tam poskrbiš za to, da te ne odnese dobesedno s trga, ker mnoge je odnesel. Tam, ko sem Petra provociral, če se spomnim, koliko ljudi bila so predavanja, ne vem, enega se spomnim v Kranju, mislim, da večini bilo predavateljev več kot poslušalcev v hotelu Krajina. Če bi bil tam vsa čas, da se danes lahko takole slišimo. Naprimer, in to so te stvari, ki jaz ne vem, kako bo trg izgledal, ko bo mogoče, pa tam so bili seveda prebivalstvo večinoma varčevali v vzajemnih skladih, jaz ne vem, kako bo trg izgledal, ko bo več upravljalcev ETF-ov kot pa vlagateljev na retail trgu na zahodu. Takega dne, to je zelo nepredvidljivo. Tako da, ampak samo pravim, takrat je pač tako bilo, totalen shutdown, bolečina, psihološko ljudje niso bili sposobni ohraniti trezne glave, karkoli si jim rekel, pač niso verjeli. Sej tudi zakaj bi, sej tudi ti ne poznaš prihodnosti, ampak probaš nekaj zracionalizirati, kje si. Tako da jaz mislim to, kar je Peter rekel, absolutno se strinjam. Mislim, da imamo danes problem, da pač se lahko pojavijo inflacijski pritiski, če se bo nadaljevala taka politika, kot je. Zdaj, če se bo nadaljevala, lahko težava, da pač Fed kot glavni generator, rekel nekak mindset denarnih politik ne bo mogla pravočasno te volatilnosti ukrotiti. Zdaj pa drugo vprašanje, ki je bilo pri bankah, jaz bi celo šel dlje, Peter, jaz bi rekel, takih bank v bistvu ljudje ne rabijo. In zdaj, če bojo ljudje začeli ugotavljati, da neka tehnologija, ki posrednike ven izloča in teh bank ne rabi več, mislim, to je zelo strašljivo vprašanje prehoda, ker vsem je fino, zdaj nam je fino, kaj inflacija, pa Fed tiska denar, pa grejo v premoženjski trgi navzgor, ampak tisti, ki služijo najbolj od tega, ali pa asset classy, ki grejo najbolj gor, so recimo kripto, pa neke tehnološke IT delnice, disrupcija, te sistemi ne bi v prihodnosti prevzeli, ampak vsi so pa inherentno deflacijski. To je meni strašljivo. Torej bo šlo zelo visok gor, pa bo pa hard stop, po domač povedan. Ker če omejiš število dobrin, sej na eni točki bo ekonomija v bistvu tako, kot bi en vrgel pesek v motor. Tako da to je problem. Tako da tukaj bo ena velika tranzicija, ki je tehnologija prehitela regulacijo, po mojem mnenju, in se bo treba veliko o tem pogovarjati. In to bo pa proces, ki tako, po mojem mnenju, funkcioniral kot je zadnjih 13 let. To je moje mnenje. Kar nisem čisto razumel, se upravičujem. Zakaj so te instrumenti deflacijski? Kaj misliš to? Bitcoin? Bom pojasnil, zato ker veliko umetne inteligence, pa lahko gremo od blockchaina pa drugih stvari, ki jih ljudje delajo, v teh posrednikih imajo nek rule-based system, ki se ga ne bi spreminjali skozi čas, kot neke vrste logika zlatega standarda. Zdaj, če se pa spomnimo zlatega standarda nazaj, je to pomenilo, da je količina denarja v obtoku vezana na nekaj, ali na zlato, ali na neko pravilo, ali stalna rast, ali take stvari. Danes imamo pa dogmo monetarne politike, kjer se dobesedno centralna banka naredi what it takes. Tisti trenutek, ki je to nemogoče, dajmo temu tako reči, pol v bistvu, v starih časih se je zlato kradlo z vojnami, če se spomnimo nazaj mogoče, ko je neka država imela presežek, se je pri njej nabiralo zlato, druga ni mogla plačati tega dolga in so poslali vojsko in so se tepali, dokler niti zlato končalo v rokah nekoga. Pol pred ukinitvijo zlatega standarda smo imeli globoko deflacijo skozi v bistvu samo krizo in v bistvu to tako tudi do minus 15-20. Zakaj se tega spomnim? Ker smo študirali realne donose takrat, ko smo lepili te stvari tudi skupaj in dejansko je bilo tako zanimivo. Čeprav je indeks bil na nuli, so pa cene padle 20% in bil realen donos skozi finančno krizo, ki ga danes gledamo nominalno, v resnici pozitiven. To je nekaj neverjetnega. Čeprav to je približno tako. Sicer ste na nuli z delnicami, ampak se vam kruh in druge stvari pocenijo za 20-30% in ste realno bogatejši. Ali si predstavljate take čase? To je bilo pred ukinitvijo zlatega standarda, je to bilo dosta redno in v bistvu tudi v takih okoljih cene niso toliko rasle, oziroma so eno obdobje so bili baloni, ampak ljudje so bolj zaradi dividend kupovali delnice, ni bila to kapitalska apreciacija. To je čist drug svet. Danes smo na planetu, ne vem kaj, prihodnost, kvantitativno sproščanje in melting pot tehnologij.
To bo zelo zanimiv dialog, gledano naprej, kako bojo izgledale finance in tudi cel svet. Po mojem, je kar veliko rizikov pri navigiranju. Zdaj, kdaj, kako, pa ne vem. A lahko mogoče saj se dotaknemo teh tveganj? V skoraj vsaki epizodi v bistvu opozarjamo na tveganja, da je borza pregreta, da so vrednotenja na rekordih, da lahko pride do večje korekcije, ampak zdi se mi, da so pogosto ta opozorila preslišana. Kako je bilo to pred letom 2008? A so vlagatelji slišali za potencijalna tveganja, so prebrali mogoče pogoje, prospekte skladov in podobno? Na nek način je bilo podobno. Ne. Takrat so bili, v tistih časih so bili zelo popularni te balkanske naložbe in lahko smo razlagali komorkoli, tudi najbližjim, ne, da je to pa samo majhen del premoženja, ampak ni, ne, ker so vsi dali denar v balkanske naložbe, so dajali, tudi če smo jih opozarjali, ne. So enostavno ljudje vlagali. Tako, podobno je sedaj, ne, lahko se pogovarjamo o tveganjih, recimo kriptovalut, ure in ure, ampak nekateri so v to prepričani in jih nič ne odvrne. Ne. Tako da o tveganjih je v dobrih časih pač neprijetno poslušati. Ne. Začne se največ se tvegan in razume šele potem, ko te nekaj udari po žepu. Je pa absolutno smiselno se pogovarjati, opozarjati. Tudi moramo reči tako, da recimo ta, vsaj kot jaz gledam, ta borzni balon oziroma borzne ravni, ki smo zdaj, se niso v vseh sektorjih. Ne. Eni sektorji so izjemno zrastli, eni pa pravzaprav nič posebenega. Tako da nek pameten nasvet je morda, da se del premoženja tudi v te sektore, ki so malo zaostali ali pa ki niso toliko seksi, pa niso neke tehnološke zadeve, nameni. Ne. V neke stare industrije, ki dajo dober denarni tok in solidne dividende. Kako boš to melenico ali pa zelenico prodal? Ne vem. Sem že prestar, da bi kaj prodajal. Andraž, a imaš ti kakšno idejo? Jaz mislim, da ne boš v resnici, ker je to brez veze prodajati ali pa karkoli, ali pa govoriti, ti pač lahko samo upaš, da bo kdo slišal, sej drugače to ne funkcionira. Ne? Zdaj, veš to, prideš kaj sred trga, zapojaš, zdaj mogoče to kdo posluša, mogoče me pa vsi slušalke not pa šibajo vmes, katredajo vmes na telefonu. Kaj ti rečem? Jaz lahko povem, kako boš to pozornost pritegnil? Jaz lahko povem, da imam športnega učitelja za rehabilitacijo in trening, no. In on je zapravo fizioterapeut, super fant, izjemno pameten, ampak on vlaga v stvari, ki jaz jih ne znam niti pojasniti. Niti pojasniti. In vsak trening se samo o teh kripto zadevah in toknih in posojanju in tle smo. Ne. Jaz seveda mu vse poskušam razložiti o tveganjih, pa o cash flowih, pa to, ampak to ga ne zanima. Ne. Ja, se, ko pride enkrat ta debata v gostilne, fitnese, pri frizerju, ko se enkrat pogovarjaš o teh zadevah, se mi zdi, da smo že... Andraž, ti vedno praviš, da smo blizu konca. Blizu konca, a to jaz pravim, ali kaj? Ja, recimo temu, da... Zgubil sem spomin, da govori, da smo blizu konca. Ne, jaz ne verjamem v te zgodbe konec sveta. Ne? To je bilo recimo takrat 2008 je bilo tako, to je konec sveta. Mislim, da je celo Wall Street film 2, ki en tam neki zasedajo in reče, če navte nekaj naredili, bomo vsi šli tako zažvižgal, ptičkom žvižgati, to bo konec sveta, ne, v tem smislu. Ja, nikoli ni konec sveta, ne? In vse se pol neki, nek ravnotežje najde, neko ukrepanje je. Če gremo zdaj nazaj, je to, da že sam občutek, da je konec sveta, povzroči to, da trgi prekomerno se odzovejo. Ta overshooting, tako imenovani, ki se tam zgodi, je neverjeten. In zdaj bom dal samo en primer. Ne?
Sej ti lahko verjameš vso tehnologijo in vse, kar se dogaja na avtomatizacijo investiranja in te tako imenovane distribuirane finance. To takrat sploh nič ne bo pomembno. To je čisto irelevantno, kakšna tehnologija bo. Lahko je najboljša možna tehnologija in še vsakič znova je bila, ampak tam bo konec sveta. Nekdo bo pač imel nekaj, kar se je hotel znebiti in bo manično to počel, ker zaradi nekih razlogov ne bo želel tega več držati. In zdaj sploh neki trgi, ki že danes reagirajo, ker smo v tem okolju tako, da imaš lahko premike 10-15% navzdol, ker tam en margin call pride ali pa nekdo hoče na brzino iti ven. Jaz si ne predstavljam, kam bo šla likvidnost, ki jo vsi hoteli iti ven, če bo nek tak dogodek. Jaz nič ne pravim, ne tega početi, karkoli početi, ampak če to počneš, pač moraš vedeti, da se to lahko zgodi. Sej jaz mislim, da veliko teh ljudi, ki v bistvu na nek način špekulirajo, v bistvu kam bojo te stvari šle okrog nekega, blockchain, kriptovalut ali pa še vsega, kar je zraven, v bistvu to vejo, ampak jih v resnici danes to ne zanima. Sej to tudi na Balkanu nikogar ni zanimalo. Jaz moram Petru dati velik kompliment vrniti nazaj. On je bil tisti, ki je po mojem mnenju takrat začel neke investicijske procese disciplinirane uvajati znotraj ekipo, ki sem se jaz pridružil takrat tudi in je bilo vprašanje zmer, kakšne modele imamo, kako vidimo vrednost, kje je nek fundament in to smo zmer morali imeti, ampak sploh povem, da na Balkanu se je dogajalo to, da tista notranja vrednost je bila na trgu tako, trajali je par mesecev, pa smo bili krat 2 in potem imeli tam 2 kolega. Ja. Ne povej do konca. Ne povej do konca. Ja, še to je ta zadnji. In potem Balkanski sklad dobi na dan 1 milijon evrov noter in tiste ciljne cene so presežene in se pol 2 mal hecata pa rečeta, no, kaj bomo s ciljno ceno naredili, dajmo reči tržna krat 2, pa se nam treba s tem ukvarjati. Torej, bil je težava, zmer bolj je postajala težava to upravičiti, nekako fundamentalno. In če tega ne moreš početi, pa je to nekaj normalnega, pa rečeš, kaj pa čem, prospekt prav 100 enot gre not, 85 se jih najmanj poinvestira, kaj bomo zdaj mi naredili, zaprli sklad in vrnili denar nazaj, recimo. Tako da to goni tudi trg naprej. Evo, toliko. No, jaz sem se hotel navezati na to, kam bo šla likvidnost. Se pravi, ta zgodovina teh balkanskih investicij je izjemno poučna za vse. Od short squeezov, kako so KD Balkan je 15% nos imel prvi dan. Do tega, kar si rekel, da smo podvojili ceno, zato ker nismo hoteli več ukvarjati z nekimi nezaželenimi kupci. No, ampak, ko je pa prišlo do zloma, so pa nekatere države, ki so velike, večje kot Slovenija, recimo Bolgarija, Romunija, se spomnim, da cel teden ni bilo transakcije, ni bilo sploh transakcije na borzi in nismo mogli ven iz tistih zadev. Čeprav je pol Romunija v obdobju 2013-2015 je bila spet zvezda, ampak 2008-2009 je bilo pa to likvidnostna črna luknja. In zna se zgoditi pa tudi pri kakšnih teh naložbah, nekih eksotičnih kripto, da sploh ne boš imel koga, ki bi mu prodal. Tako da zgodovina je kar pomembna, še posebno na finančnih trgih in v veliki meri neke zakonitosti veljajo, veliko se lahko naučimo o prebiranju o preteklih zlomih in balonih. V veliki meri se ponavlja. Seveda je pa to človeška psihologija, pa je taka, da noben ne želi slišati, da se bo muzika enkrat nehala, vsi hočemo plesati čim dlje. Kako pa je recimo komunikacija potekala? Videli smo, da že oktobra 2007 se je začel dogajati na ameriškem trgu, kar precej zadev. Kako pa v bistvu, kako komunicira DZU ali pa upravljalci ali pa analitiki iz finančne panoge, kako komunicirajo z vlagatelji in jih opozarjajo na morebitno nevihto? Komunicirali smo takrat veliko, pač z raznimi srečanji za vlagatelji. Vidim, da sedaj tudi, tako najni kolegi kot drugi DZU-ji tudi organizirajo razne dogodke. Mogoče je samo forum malce drugačen, bolj podoben temu, kar imamo zdaj. Tako da mislim, da podobno komunicira, ampak lahko nekdo posluša, pa lahko mu reče upravitelj, da enkrat se bo muzika nehala, bo čez 1 ali 2 leti ali 3 leta, ampak če to misliš, da se bo zgodilo, bi moraš že danes prilagoditi portfelj.
To pa noben noče, ker ne želi izpasti iz igre in ne želi izgubiti. Ne. Mogoče tukaj je pomembna stvar, ki se je treba zavedati. Ne? Če imamo ETF ali pa vzajemni sklad in če je noter v pravilih upravljanja, da je to delniški sklad, da bo 85% najmanj sredstev, ki jih bo prejel od vlagateljev, investiral naprej v delniške naložbe. Potem enkrat se je hecal na enem dogodku, pa je to lahko tudi Titanik, na katerem se pelete. Pač Titanik je, zdaj vi morate se odločiti, kdaj skočiti dol. Zdaj, iskreno povedano, da bi NDZU začel eno leto, dve svariti pred krizo, recimo, iskreno povedano, in reči ne vlagati v naše sklade, ker lahko se to zgodi, takrat nismo bili toliko, mogoče dojemanje krize in kako široka in globoka bo tudi takrat tudi približno ni bila taka, kaj danes vsi mislimo, saj vemo, ko izgleda finančna kriza, saj vemo, kaj se je zgodilo. Iskreno povedano, prav nič hudiča ne vemo, kaj se bo zgodilo. In to je najbolj strašljivo, ker se moraš na neznano, v bistvu se moraš ti danes na neznano pripraviti in biti totalen paranoik, če hočeš domačo nalogo narediti, kaj se bo zgodilo v naslednji finančni krizi. V bistvu vse moraš preštudirati in se vprašati, kaj. Pa moraš pa reči ena druga stvar, medvedji trgi in finančne krize so del naravnega razvoja finančnih trgov, če želiš. Temu se ne moreš izogniti. In kad ti dolgoročno varčuješ, se moraš samo vprašati, kako lahko te obdobja izgledajo in kako si moraš glavo nastaviti skozi te obdobja in kaj je tvoj dolgoročni cilj. Ker brez tega si izgubil, si danes izgubil. Tisti trenutek, ko si na trgih zato daš 10% na dan zaslužil, pride obdobje, ko se to da, pa 10 let obdobje, ko se to ne bo dal. In če misliš, da se v to dal, boš končal po moje z nič. Prav za nič boš končal. Jaz pa menim, da je potrebno, da so DZU zelo odgovorni pri oglaševanju svojem, glede na to, da imamo res skoraj 13 let bikovskega trenda, pa da so nekako razmere zelo razgrete, da se pač straši vlagatelje, da se jim prihranke topijo in da je zdaj pravi čas, da se investira v sklade. Mogoče to ni najbolj primeren način komunikacije. Na to oglaševanje, na to vrstno oglaševanje so nas opozorili naši poslušalci. FOMO, Fear of Missing Out, je v bistvu zelo priljubljena strategija oglaševalcev od nekdaj. Predvidevam, da je bilo to tudi pred letom 2008, jaz se spomnim teh oglasov, bili so veliko bolj taki konkretni kot recimo danes. Ne? Peter? Jaz nisem tako kritičen do tega, ker vse je to racionalno, da je v interesu, da ima čim več sredstev pod upravljanjem, ker imajo od tega provizije. Tako da oglaševanje je oglaševanje. Pač na vsakem posamezniku je, da se poskuša čim bolj racionalno odločati. Kar je tudi rekel Andraž, je tudi, nek tipičen zajemni sklad ima zelo stroga pravila. Tudi če upravitelji mislijo, da se bo nekaj zgodilo, lahko samo za par odstotkov znižajo izpostavljenost. Takrat, ko smo ugotavljali, ko je Andraž rekel, tole bo Lehman Brothers bo udaril po celem svetu, mi smo lahko za par odstotkov znižali, nismo mogli vse prodati, pa iti v cash. Tako da do samega oglaševanja, to je pač, jaz nisem tako kritičen. Oglašujejo se Coca-Cola, oglašujejo se razne stvari, ki najbrž niso dobre za zdravje in denarnico, in lahko se tudi oglašujejo, kot se želijo. Po moje klet duh itak že 100 let nazaj všel iz stekleničke, pa nam o božičkih, odkje so prišli govorila. Tako da sad to se je treba zavedati. Zdaj, na kaj mi trzamo. Zdaj, če bi zdaj napisali, če boste spili tole našo vodo, boste leteli po zraku, zdaj ne vem, ali to verjamete ali ne verjamete. Zdaj lahko verjamete, ni problema, ampak mogoče sam mal jaz se spomnim nazaj, ne vem, Peter, jaz se spomnim, da eni točki je bilo veliko glasov v medijih, kakšen je bil donos. Ne vem, naš sklad je med tem in tem datumom, pa prav zbirali so datume, kdaj, da je bil res največji, ustvaril ne vem kakšen donos, ker vzel si najbolj ugoden datum nakupa, recimo, ali pa točke, ki je bila najnižji in najvišji, in točno to si izbral in dal v glas noter, in seveda so bili donosi tak neverjetni. Najbolj je bilo to te balkanski skladi, prvi dan balkanskih skladov, kaj se je zgodilo. Mi vem, da smo bili rekorderji v neki točki. To ja, pa se
Pa tako se ni bilo važno, kaj je bilo. Ja. BRIC tudi takrat je recimo prihajal kot Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, trgi v razvoju so imeli svoj bull run itak skozi to obdobje do zloma. In jaz sam, če se malo spomnim nazaj, takrat je celo enkrat ATVP udarila po mizi in rekla, ne morete si kar zmišljati neke datume, dajte saj, ne vem, v zadnjem četrtletju, v zadnjem letu ali karkoli. Pa so pa celo zginili te oglasi, ampak bom tako rekel, da se mogoče vprašati, je to komorkoli preprečil, da je zagnal spletno stran in izbral najbolj ugodnejši datum, kdaj bo on kupil in kdaj šel ven in potem najdel nek inštrument. Ja, ni, to moramo reči. Tako da to je mogoče poanta zgodbe, da na koncu je treba zavedati, kakšni so konflikti interesov, kakšni so interesi poslovni, pa kakšni so naši interesi. Nekako najdeti kompromis, to je moje mnenje. Načeloma, ko gremo na borzo, gremo pač dolgoročno. Dobivam zadnje čase zelo veliko sporočil od naših poslušalcev, ne vem, po 10-15 na dan, in sicer so dosti podobna, in sicer, da bodo začeli investirati ali pa da so že začeli investirati, da so prvi račun pri brokerju in da bodo varčevali dolgoročno. Pa me zanima, koliko dolgoročnih vlagateljev je potem skupaj z vami prebrodilo to krizo v letu 2008 in skozi 2009. Koliko jih je ostalo z vami? Verjetno so bili tudi vsi dolgoročni, takrat oziroma večinoma so pač pristopili k skladom kot dolgoročni vlagatelji. Jaz številk ne vem čist, ampak seveda nekaj jih je, zato ker ko enkrat že pride do zloma, če nimaš ravno potrebe po neki likvidnosti, marsikdo pač ostane v naložbi. In pogosto je to celo bilo ena boljših odločitev. Tisti, ki so ostali in so počakali, ki so lahko ostali, ki jim je omogočalo to premoženjsko stanje in potrebe po likvidnosti, da so 2-3 leta zdržali, so bili na koncu tudi nagrajeni. Tako da ta dolgoročnost je izjemno pomembna. In tukaj je ta alokacijski razmislek, se pravi, ko daš nekam denar v te neke tvegane zadeve, tudi danes, je ok. Ampak ne smeš pa biti preplašen, pa takoj ga vzeti ven, ko bo za 10% padel. Moraš imeti res dolgoročen pogled. In pa zdaj spet ne vem statistik, ampak prav veliko obdobij, ko bi dal v neko razpršeno naložbo na borzo, 10-letnih obdobij, da bi bilo negativno, jih ni bilo, sploh ne vem, morda je bil kakšno, ampak ne vem pa, če je bilo. Ko sem to bolj natančno študiral, vem, da ni bilo prav veliko takih obdobij. Enoletnih, 3-letnih, 5-letnih jih je bilo pa veliko. Zdaj, ta pritisk je treba zdržati in ti se že omenjal naslovnice, pa dajva sam na hitrco, gremo sam na hitro pogledati, kakšne so bile naslovnice. Pred letnimi je en urednik, zdaj že upokojen, rekel, da je recept za prodajo časopisov zelo preprost, prodaja kri, seks in strah. In ko borze upadejo, se na naslovnice časopisa dostikrat prikrade kakšen krvoločni medved. Poiskala sem naslovnice slovenskih časopisov, ki so bili objavljeni 15. septembra 2008, torej en dan po objavi bankrota Lehman Brothers. Ni potrebno povedati, da so bile naslovnice v tujini mogoče malo bolj take dramatične kot pri nas, ampak vseeno, poglejmo slovenske naslovnice. Dnevnik. Naslov. So slovenske borze izpuhtelo več kot 7 milijard evrov. Investicijska banka Lehman Brothers objavila največji stečaj v zgodovini ZDA. Finance. Živa groza. Ne tolažite se, da se včeraj ni ponovil črni ponedeljek, ko so tečaji v enem dnevu padli za 20%. Bojte se tega, da vsak dan padejo za 3% in da se ti dnevi ne končajo. Večer, borzni črni ponedeljek, slovenski blue chips do 8% dnevnimi padci tečajev. Po stečaju investicijske banke Lehman Brothers tečaji delnic po svetu padajo kot domine. Delo, ameriška finančna kriza, po naravnem orkanu še orkan na Wall Streetu. No, naslovnice so se potem v naslednjih mesecih stopnjevale v precejšnje ekstreme. Recimo, izbrala sem nekaj najbolj sočnih naslovov. Recimo, tudi mrtva mačka trzne. Prihaja 7 suhih krav.
strah lomasti vse povsod. V pokojnincih izgubljate denar, joj, vse gre dol, adijo dividende, kriza, skratka, in tako dalje. To so naslovnice, ki sem jih našla. Kot vidimo, mediji mogoče niso najboljši prijatelji zelo prestrašenih vlagateljev. Kako ste se vi kot upravljalci premoženja odzivali na vse te naslovnice in kakšni so bili odzivi vlagateljev potem, ko so prebrali te naslove v časopisih? Jaz mislim, da se prav dosti na te naslovnice nismo odzivali. Seveda pa vplivajo na psihologijo vlagateljev. Nekateri pa zelo trzajo na medijske novice, take in drugačne, resnične in neresnične, utemeljene in neutemeljene. Jaz kot rečeno, sem podobno vajo naredil včeraj z naslovnicami The Economista od leta 2000 naprej in so mi bile pa zelo informativne, kot rečeno. Obrestne mere 2,3, 2,4 so se začele zviševati, nepremičninsko 2,5, zlom je prišel 2,7. Tako da v nekem daljšem razdobju so lahko kakšne naslovnice tudi informativne. To, kar si pa ni omenila, je podpiranje oziroma metanje olja na žerjavcev oziroma bencina na žerjavcev. In nekateri so sigurno odreagirali tudi po takih zadevah. Ne vem pa, da bi se mi upravitelji ali pa DZU, da bi se na to kaj ozirali, se pa nismo. Saj jaz se ne spomnim. Jaz se sam spomnim, da je kakšen sodelavc, ki bo mogoče iz unega oddelka, ki je mogel se dejansko ukvarjati z vlagatelji, kdaj, ko ga pri kakšni kavi srečal ali pa kaj takega, je rekel, a si videl naslovnico Financ, danes spet me vsi kličejo, recimo. To so bili primeri, lahko trdim, da pač je to bilo, sploh ta tudi mrtva mačka trzne. To je bilo tako, to je bilo potem, ko je Lehman že šel, pa je že vse, dajmo se malo spomniti. Sej vrh na zahodu itak bil že prej. Lehman je samo sred nekak tega drsenja navzdol, ker so vsi rekli, sej samo korekcija, je treba še kaj kupiti. Dajmo kupiti. Je pol prišel ta Lehman in se je skazal, da je dimenzija problema itak 50-krat večja, ki ga je vsak pričakoval. In bilo treba, najprej so se ta institucionalni mogli vprašati, kaj bomo naredili. Ampak to, kar je pa pol temu sledil, je pa zdaj se pa predstavljate. Vi ste zdaj Janez ali Katja, ki je rekel, jaz bom pozabil na te trge, bom dolgoročno varčeval, sklenil je kakšno zavarovanje ali pa varčevalni načrt, zdaj šele v prvem, drugem letu, itak ima še 10-15 let pred sabo ali pa kaj se vem koliko, ali pa je kakšno naložbeno življenjsko sklenil, tiste je bilo sploh čista zmaga v tistih časih. In potem dobi tam, ne vem, ali pa gre na letalo, ki potuje za x stvari in potem dobi v roke tudi mrtva mačka trzne ali pa živa groza ali pa ne vem kaj. Point je to, da ta človek, tudi če se je odločil v glav takrat, da bo pridno varčeval, ker je bilo itak najboljše, to je bilo najboljša možna poteza. Ti začneš na začetku finančne krize z varčevanjem in varčuješ 5 let in nabereš denar, pa gre cel trg v nebo, kar se je kasneje zgodilo. To je bila življenjska zmaga, jackpot, po domač povedano. Ampak kaj na tisti točki prevlada? Kad ta človek drži časopis pred sabo, v letalu, na kavi doma, kjerkoli je, ali na telefonu danes, če ne držimo časopisov tako. Je samo vprašanje, ali bo poklical pa rekel, sploh se nam pogovarjal in vse prodal, ali bom pa rekel, sej razumem, da so tudi 5-10 letna obdobja, ki je tako dobesedno sranje na trgih in moram sam poskrbeti, da držim, dajmo reči, kvalitetne vrednostne papirje takrat. To je pomembno. Če imaš blue chipe, če si razpršen, boš dobro čez to v redu, čez eventualno prišel. Težava je samo to, če si naredil neki stav v levo pa v desno, v neke trge, ki so pa profitirali zaradi tega, ker pač je bil ta boom investiranja pred tem. To je pa lahko problem. In tisti, ki so vztrajali, so super, če izprišli, dejansko so varčevali skozi celotno obdobje, danes se pa lahko se nazaj pohvalijo, da je bila to dobra odločitev. In to je pomembno. Mogoče za informacijo, danes smo že govorili o retail denarju, tudi veliko milenijcev in zilenijcev je danes na trgu.
Te ne berejo klasičnih časopisov in revij, niti televizije ne gledajo, ampak sledijo vplivnežam na raznih družbenih omrežjih in številni ti vplivneži so v času korona krize postali prave zvezde. Praviloma pa je tako, da te vplivneži nimajo nekih bogatih investicijskih izkušenj, so pa odlični animatorji in znajo vsebino pripraviti na način, da v bistvu pritegne. Iz našega časa recimo poznamo še Jim Cramerja, ki je TV voditelj oddaje Mad Money na CNBC-ju. Nekaj podobnega v bistvu poskušajo tudi oni se iti, ne. Kramer je glasen, strasten, tak netipičen TV voditelj. Je pa zanimivo pri teh vplivnežih to, da v bistvu oni ne kritizirajo recimo meme stocksov in vedno govorijo o delnicah, ki so v bistvu priljubljene pri njihovih sledilcih. Imajo pa tudi zelo simpel recept za uspeh in je popolno nasprotje tega, kar prodajajo časopisi oziroma klasični mediji. Njihov recept je: bodi takšen, da se sledilci lahko poistovetijo s teboj, prodajaj sanje, torej lepe avtomobile in dizajnerske obleke, bodi prijazen, bodi bik in ne medved. In v bistvu to so nekako povzeli v Wall Street Journalu. Tako da zanima me, kakšna bo komunikacija potem, ko se bodo nekako borzni tečaji resno sesuli in bodo v bistvu tudi zelenici in milenici izgubili prvi denar na borzi. Kako menite, da bojo vplivneži potem komunicirali? Ker sem prepričana, da bodo izgubili kar nekaj sledilcev tudi, ne? Jaz mislim, da bodo zginali. Jaz moram povedati, da sem res dinozaver, ker sploh ne vem, kaj je zelenic, ne. Tako da to sploh ne vem, ampak jaz mislim, da bodo zginili. Smo v zgodovini že vse videli, ne. Tudi v začetku 90-ih let so bile tudi po Sloveniji razne piramidne sheme, ki so jih obvladovali bolj znane osebe, igralci in taki, in ko se je zadeva sesula, jih pač vzela jih magla, ne. Tako da podobno pričakujem tudi tukaj, ne. Kaj pa ti, Andraž, tukaj govorimo o vplivnežih, ki imajo po več milijonov sledilcev po celem svetu? Ja, pač to je nek način, kako se mnenja pretakajo danes. Včasih so imeli mogoče monopol mediji, da se tako izrazim, danes je to širša neka platforma, kako se informacije sem in tja pretakajo. Zdaj, jaz mislim, da bojo vsi imeli izziv v resnici, ker se bo to zgodilo, se bo treba ukvarjati z neprijetnimi stvarmi. Danes lahko izbereš, da se z neprijetnimi stvarmi ne boš ukvarjal, zato ker je toliko prijetnih na trgih, da zmer kaj najdeš, ne. Sej res, kaj pa je korist zdaj zame kot influencerja nekaj kritizirati sistem, pa svariti, da bo zlom, pa ne vem kaj, da je kdo bo pa to poslušal, lepo te prosim, povej mi, kje lahko zaslužim. In zdaj težava, ko bomo prišli v neko obdobje medvedjega trga. By the way, jaz mislim, da medvedji trg se je zame zaključil z tistim dnom na S&P 500 v letu v 2009 marca. Ne. Takrat ga je bilo konc. Pa zame je trajal od leta 2000. Finančna kriza je bila samo drugo dejanje ene velike tragikomedije ali kakorkoli temu rekel. Od takrat naprej smo v bull marketu. Ampak ko bo prišel bear market, in to, kar smo videli vmes, niti ne korona, to ni noben bear market, to je pač korekcija v bull marketu. Sam hočem to razčistiti, ker je ful pomembno. Ko bo prišel bear market, bo ponavadi trajal 10 let. In vmes lahko nihajo tečaji, grejo, ampak zelo ne presežejo prejšnjih vrhov. Če bomo zdaj nek vrh naredili, bo šlo dol, pa bo šlo pa nazaj gor, bo v bistvu ta trending range. Ne? In v tem obdobju bo cela drama. In veliko negativnih stvari bo treba obdelati. In prav zanima me, kako bojo te ljudje se obrnili in probali ljudem razložiti nek koncept, kar naenkrat se vsi risk menedžerji ratali, po moje. Ne vem, kaj je danes kakšen influencer risk manager, aj vodila na tem področju, ampak to se bo začelo dogajati, ker ljudje bojo hoteli odgovore. In v sladkorni peni in tem, kako je bilo fajn za nazaj pogledati, kako je nekaj zrastel, odgovorov ne bojo dobili. Težava je pa to, da itak nihče v resnici ne ve. In to bo zelo, zelo zanimivo. Kako bo, po moje bojo nek content, ki bo itak nastajal na trgih, sam na nek način svoj porival naprej in po moje bo boj za kredibilnost. Danes je boj za nekaj, ko bi rekel, user experience, če hočeš, kako enostavno je to, čim bolj simple razložiti, v zadju so pa lahko kar veliki problemi pri investiranju in tveganju in bo treba to na zanimiv način takrat pol pojasniti in mogo boš imeti iskren odnos s svojimi sledilci.
to mislim, da bo glavni izziv influencerjem in vsak, ki to je, se vpraša, ali ima iskren odnos z ljudmi, ki jih sledijo, a je avtentičen v tem smislu, kar govori, pa kje ima sam pri sebi konflikte interesov in kje je tle problem. Ker veliko teh modelov laufa, ker v zadju pač je nek denar, ki jih podpira tako ali pa drugače, ne, pri marketingu določenih pač izdelkov in tega. Ja, videli smo, da po letu 2009, oziroma ko se je zgodila ta kriza, je veliko vlagateljev v bistvu šlo z borze, rekli so, da je to nateg in se nikoli več niso vrnili nazaj, vračajo se morda zdaj, po 13 letih bikovske rasti. Tako da zanimivo bo opazovati, kaj se bo dogajalo z melenici in zelenici, ki pa v koncu imajo mogoče malo več izkušenj na kriptotrgu, ker so pa nihanja precej večje, kot pa na delniških trgih. Mogoče, kaj se zgodi v glavi človeka skozi bear market? Kaj se dogaja človeku, ker pač takrat investirati je verjetno kar težko, oziroma pač za tisti, ki so manj izkušeni, ne? Jaz lahko pač, ne vem, nisem psiholog, lahko samo povem, kako sam dojemam. Ne. Seveda ni prijetno, če ti neka naložba za 20-30% pade. Se zgodi najprej neka bolečina, potem je neko samo očitanje, zakaj nisi bil pameten pa prodal takrat, ko je bilo na vrhu. Ampak če imaš neko racionalno, pa če imaš, kot rečeno, samo nek del premoženja, ki ga imaš tam dolgoročno, to nekako ponotranjaš te dileme sam pri sebi in se moraš odločati, ali je naložba še vredna za držanje za naprej ali ne. In potem se odločiš, ali boš prodal ali boš izstopil. Seveda pa ni nikomur prijetno, ne. Če zgubi 20, 30, 40%. Ne. Je pa in tako, potem še vztrajati. Ne? Ja, in vztrajati. Ne. Je pa zgodovina pač taka, da je vztrajanje običajno najboljša izbira. Ne. Andraž, boš še ti kaj dodal? Ja, jaz bom tako dodal, ne. Če ste zdaj v tem obdobju res ugodnih razmer na trgih občutili neko vzburjenje, pozitivno samozavest, kaj je nekaj šlo gor. In zdaj, če ste imeli nek S&P šlo malo gor, če ste imeli kakšne tech delnice bolj gor, če ste imeli kripto, ste izjemno lahko navdušeni, recimo saj bili mogoče do 2 dni nazaj, ne, ki je bil ta povratek nazaj, no zdaj pa ta občutek obrnite v negativno smer in ga podeseterte kot bolečino, ker tako boste občutili, ko bo neki v medvedjem trgu in bo trajal, ker ne bo trajal, to ne bo tako izgledalo kot korona, ki je bilo 6 mesecev pa je bilo konc, ne, to bo trajal, govorili bomo o letih, ne, govorimo o letih, ne, in zdaj to zmatra ljudi in imamo 2 reakcije. Mi smo jih takrat celo gledali. Eno smo imeli, da pusti primir in da ne daje nov denar v varčevanje naprej, ker veliko ljudi ni sposobnih. Eni ekonomsko niso sposobni, eni pa mentalno reči, jaz sem zdaj obupal, izgubil zaupanje v to, a zdaj bom pa še nadaljeval. Zdaj, tle imamo v očeh nekoga, ki je rečemo nek indeks drži blue chipov. Zdaj, če ste imeli neke odmike od tega stran, Bog vam pomaga, jaz sem to bom rekel. In v bistvu to je glaven ključ tega, kako se odzoveš. Eni bojo pa vse dali na banko in tam pustili. In tudi so. In te so zdaj prišli nazaj, ker je njihova banka znižala obrestno mero, ne vem, na nič, ali pa če imajo več denarja na minus, zdaj bi bilo pa fino iti v vzajemne sklade nazaj. Vse so zamudili. In jaz pravim, da na to se je treba pripraviti. V bistvu si danes narišite ene take krivulje, malo črne, pa se vprašate, kaj bom jaz, ali pa kaj bova midva, če je to par ali pa družina, v takih razmerah naredili. Ali imamo dovolj dohodka, da nadaljujemo varčevanje, ali imamo mogoče že toliko se nabrali, da je to lahko problem, če recimo 5 let, kot si ti rekla, traja, da v to spet na nulo prišlo, a moramo malo mogoče na ohranjanje premoženja razmišljati že tudi, a ne? Se lahko tudi varčuje za prihodnost, pa imaš to malo manj tveganja danes vzameš, ker veš, da je to dobro bilo. To so stvari, ki so pomembne.
na dolgi rok. Tisti, ki pa tradejo, se pa itak mogli znajdeti na trgu, ali pa tisti, ki na 6 mesecev, 12 hočejo služiti pa gor dol. In ja, seveda, v medvedjem trgu bojo vse tvegane oblike naložb šle dol in tudi kripto bo šlo dol, nič na urastel. To je itak, po mojem mnenju, jaz ne vem, da jim tako reči, moč prevzeti, da nič ne veš, ampak obstaja velika verjetnost, da bo pač vse pod pritiskom, ker se bo denar nekam umikal ven iz takih stvari. Tako da to se je treba vprašati. In times of peace prepare for war, jaz temu rečem. In danes imamo, zato je super privilegij se pripravljati na take stvari. Za tiste, ki pa začenjajo, za te pa v bistvu recept zelo enostaven. Če so šele na začetku svojega 10 ali pa 20-letnega obdobja, pa zdaj začenjajo z ETF-i. Na svet je zelo simpel, sam ne na glavo, ne zdaj na glavo z vsem, ne zdaj, če ste nekaj prevračevali, pa se mi vali po banki, vse naenkrat noter, boh ne dej. Če pride kriza, jaz sem ta prvi stavek, vem, na tistih predavanjih je zmer bil, vsi tisti, ki ste dolgoročni varčevalci, si morate želeti, da kriza traja čim dlje, zato da boste čim bolj poceni te točke kupili, ki več kot 10 let itak ne trajala, in potem bo vse zrastel. In sem se hecal, najbolj ugodna oblika je v bistvu tako kot en obzidje. Zdaj smo kle, pol pade dol, pol ves čas, ko vi varčujete, je skoraj na nuli, pa vse skoči gor, ko se vi upokojite. Ker takrat ste po najnižjih možnih nivojih vse svoje nakupe naredili, pol pa magični dan, zastor se odpre. Seveda ne gre tako, ampak gre, takole gor, pa gre. Tako da tisti, ki začenjajo, za tiste ni panike. Okay. Peter, Andraž, najlepša hvala za zelo zanimivo debato, o tem bomo zagotovo še govorili. Še enkrat, preden investirate denar, se morate zavedati tveganj, pot navzgor se bo zaključila, prišli bodo težki časi, ravno zato smo ustvarili tudi experience sharing kanal na Discordu. Z vami bomo skozi dobre in slabe čase, povezavo do Discorda objavim v opisu te epizode, skratka poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav!